Prehajamo k 16. točki dnevnega reda, letno poročilo knjižnice Medvode za leto 2023. Uvodno obrazložitev bo podal Igor Podbrežnik, direktor knjižnice Medvode. Gospod Igor, izvolite. Spoštovani vsi prisotni, poleg samega gradiva, ki je celovito in tudi takšno, kot ga je moč potem dobiti na iPasu in pa na spletni strani knjižnice Medvode, sem vam danes pripravil še en kratek povzetek, v katerem noter sem nekje želel prikazati tiste najbolj ključne zadeve, ki jih lahko tukaj v teh omejenih minutah predstavim. Poleg seveda vaših vprašanj, na katera seveda najraje odgovorim takoj. Naj vas opozorim oziroma lahko z veseljem povem, da smo v začetku tega meseca že torej 15 let delovanja javnega zavoda knjižnice Medvode torej proslavili. To je bilo 1. aprila 2009. Sicer pa na tej lokaciji delujemo že približno od leta 1993. Trenutno, na začetku letošnjega leta, je bilo v naši občini malo več kot 17.000 prebivalcev, od tega jih je v registru naše knjižnice, torej včlanjenih, 4.760, kar je več kot 25%, od tega do 15. leta pa praktično skoraj vsak drugi občan naše občine. Obisk za izposojo gradiva je bil v lanskem letu že nekoliko višji kot pa v letih korone, ko je pač v Sloveniji, ne samo pri nas, ta upadel. Izposoja gradiva se je prav tako povečala in celo skoraj blizu 10% glede na preteklo leto. Tudi število prireditev je sedaj nekje standardno, malo preko 200 na letni ravni in pa število obiskovalcev zabeleženo preko 5000. Naj povem, da med temi obiskovalci prireditev in med temi prireditvami so poleg tistih od razstav, literarnih večerov in drugih predstavitev v sami knjižnici, so noter všteti tudi vsi bibliopedagoški obiski v medvoških vrtcih, torej medvoškem vrtcu in pa vseh ostalih vrtcih, ki delujejo v naši občini, na primer v pastoralnem domu tukaj, pa potem vrtec Samoroh, gozdni vrtec in tako. Finančno je naša dejavnost stane na letni ravni malo več kot 600.000 evrov, ki jih približno za 80% pokrije, še celo več, malo več kot 80% pokrije občina Medvode. Tukaj gre za sredstva za plače, sredstva za knjižnično gradivo in pa delno pokrivanje materialnih stroškov. Z lastnimi sredstvi, ki jih v okviru knjižnične javne službe, torej zaposleni, ustvarimo, pokrijemo približno 10%, 10% pa so sredstva, ki prihajajo s strani države, največ s strani Ministrstva za kulturo in pa en del s Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del. Konec leta nas je bilo, tako kot že zadnja leta, zaposlenih 10,5, se pravi 10 pa ena delavka za polovico. V resnici nas je
v resnici statistično eden več, zaradi tega, ker pač ena delavka nadomešča dolgoletno obolelega sodelavca, za katerega upamo, da se bo enkrat pač celo vrnil nazaj v službo. Občasno najemamo tudi pomoč študentov in pa, kot sem že rekel, vsako leto potekajo tudi javna dela. Kar se tiče, če se vrnemo nazaj, torej največji naš strošek je, kot si lahko preberete tudi v naših obsežnih gradivih, so seveda stroški dela, ki jih seveda pokrivamo z donacijami iz občinskega proračuna. Potem so materialni stroški, ki jih nekje polovica pokriva občina, polovica pa z lastnimi sredstvi, in pa knjižnično gradivo. Kar se tiče samega knjižničnega gradiva, tudi v povzetkih lahko vidimo, da kaj to v bistvu pomeni, ta denar, približno 75.000 evrov, torej 20.000 evrov je se strani Ministrstva za kulturo, ostalo strani občine, pač uspemo kupiti preko 3.000 gradiv. Poleg tega pa kupujemo tudi neknjižnična gradiva, med njimi tudi igrače, ki so didaktične, jasno, ki so pri nas izjemno iskane in pa seveda na voljo so zaenkrat še vedno tudi preko 100 letnikov serijskih publikacij. Izpostavljam tudi e-gradiva in vire. Torej, na eni strani Biblos, ki ga bomo torej tudi v razvojni skupini sodeluje tudi knjižnica Medvode, ki ga bomo sredi leta zamenjali z tako imenovano Ela Kobis, ker namreč Biblos se je odločil, da ne bo več sodeloval v tem projektu, in pa ravno tako audiobook, ki je tudi delno nastajal v Medvodah, in tudi, to se pravi, izposojamo tudi e-knjige in pa zvočne knjige. Vse to nam je pomagalo financirati Ministrstvo za kulturo. V teh povzetkih izpostavljam tudi e-vire, ki so dostopni s strani knjižnice Medvode, pri čemer želim opozoriti, da obstaja tudi press reader, kodar lahko dostopamo do praktično več kot 100 časopisov, ki izhajajo v Evropski uniji, med njimi je pa najmanj žal slovenskih, ker so tukaj druge težave, na katere sve knjižnice ne moremo vplivati. Tisto, kar želim na koncu povedati v zvezi z našim delom, je predvsem to, kar vam tudi prikazujem v tem povzetku, da je očitno, da je naša zbirka knjižnega gradiva, ki jo z vso strokovnostjo in občutkom za potrebe torej prebivalstva, posameznih skupin prebivalstva, da je primerljiva z drugimi splošnimi knjižnicami, da smo v primerjavi z drugimi knjižnicami uspešnejši pri posodabljanju naše knjižnične zbirke, torej lahko se pohvalimo, da je naša zbirka sodobna, in pa, da so sredstva, ki jih namenite nabavi knjižnega gradiva, rokovana z njimi z dolžno skrbnostjo, in je zato seveda naša zbirka aktualna in privlačna in zaradi tega tudi tako visoka izposoja, kar lahko vidite iz kazalcev, ki so prikazani. Prav tako pa lahko za samo storitev izposoje povemo, da dejansko je naša zbirka res aktualna, če pogledamo, da se v bistvu vsaka knjiga v povprečju skoraj, torej trikrat, ki jo imamo v zbirki, trikrat izposodi v tekočem letu. In pa
delež aktivnih članov, to se pravi ne članov, prej sem povedal člani, ampak tisti, ki vsaj enkrat koristijo storitve v knjižnici, je tudi torej bistveno višji kot v ostalih delih Slovenije in prav tako tudi sam obisk. Tako da jaz mislim, da nas lahko pohvalite za naše delo, naše sodelavke, bi pa seveda apeliral na to in vas upozoril vse, da imamo resne težave z zagotavljanjem primernih prostorov in pa pogojev za razne prireditve in da selimo stole po knjižnicah, ko mačke svoje mlade, enkrat tam, kar seveda tudi slabo deluje na sam vtis in ravno tukaj vidim, ker čakamo na to priložnost, da bi čim prej uredili vsaj notranji atrij in da na nekak način s tem tudi kvaliteto tega dela, torej dejavnosti, ki pa smo jo dolžni izvajati, to je zakon zahteva, to se nismo mi izmislili, pa tudi prebivalci Medvodce tega niso izmislili, to pač je del knjižnične dejavnosti, da zagotovimo ustrezne pogoje. Tako, jaz predlagam, da vprašate, če morda je bilo kaj nerazumljivo napisano ali danes povedano, sicer pa predlagam, da nas podprete s tem, da poročilo sprejmete.